Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Verjamem, da vsakdo izmed vas pozna pravljico o deklici z rdečo kapico. Tokrat pa boste lahko prisluhnili malce drugačni, bolj prijazno obarvani različici pravljice, ki je sicer nastala izpod peresa pisatelja Charlesa Perrauja, v 19. stoletju pa sta pravljico pripovedovala brata Grimm. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Rdeča kapica in učeni volk. Nekoč, pred davnimi časi, je v majhni vasici na robu velikega gozda živela prijazna deklica, ki je vedno nosila rdečo kapico. Kapico je spletla babica, in ker je deklica ni nikoli snela, so jo vsi klicali kar rdeča kapica. Rdeča kapica je bila vesela in razigrana deklica, ki je zelo rada prisluhnila domišljijskim pravljicam. Prav tako pa je oboževala naravo, kjer je stkala skupne vezi z različnimi živalmi. Vsak teden je obiskala babico, ki je živela na drugi strani gozda v prikupni, majhni leseni hišici, obdani zelišči in starimi drevesi. Nekega dne je mama pripravila košaro z domačim kruhom, medom in svežimi zelišči z vrta. Babica je prehlajena, je rekla rdeči kapici. Odnesi ji to košaro domačih dobrot, da bo čim prej ozdravela. In ne pozabi, hodi le po gozdni poti in ne pogovarjaj se z nikomer, ki ga ne poznaš, jo je posvarila. In lepo pozdravi babico, je še z nasmehom dodala mamica. Rdeča kapica je pokimala, objela svojo mamo in se poslovila. Vsa navdušena se je podala na pot. Gozd je bil tih in skrivnostno čaroben. Listje je rahlo šelestelo v vetriču, sončni žarki pa so skozi drevesne krošnje osvetljevali gozdno pot. Rdeča kapica je zelo dobro poznala pot do svoje babice, a zaradi močnega naliva prejšnjega večera je bila pot nekoliko drugačna. Gozdne poti so bile zabrisane, nekatere prekrite z listjem in vejami, druge pa so celo popolnoma izginile. Rdeča kapica je obstala pri razcepu, ki ga poprej ni bilo. Ni bila več prepričana, po kateri gozdni poti mora nadaljevati svojo pot k babici. Globoko v sebi je začutila nekaj negotovosti. Postalo jo je nekoliko strah, saj se je spomnila besed svoje mame. Tedaj pa je zaslišala šelestenje listja in nato tih, globok glas. Vidim, da si na razpotju. Iščeš pot k svoji babici ali morda kaj drugega? Izza grma je stopil volk. Bil je velik, malce strašen, a v njegovih očeh ni bilo sledu zlobnosti. Volk se je naslonil na deblo velikega hrasta in se prijazno nasmehnil. Rdeča kapica je stopila korak nazaj, a se ni obrnila stran. Z malce tresočim glasom je vprašala: Ti si volk? Tako pravijo, ja, je rekel volk. Prav tako pa sem tudi strasten nabiralec zdravilnih rastlin ter slastnih gozdnih sadežev. Zelo rad preživljam čas v gozdu. In ti si rdeča kapica, kaj ne? Greš k babici? Je še dodal volk. Poznaš mojo babico? Je začudeno vprašala rdeča kapica. Seveda, zelo dobro jo poznam,
Že dolgo tega, ko sem bil še mlajši, sem si poškodoval tačko. Tvoja babica mi je brez pomisleka priskočila na pomoč in skrbno oskrbela tačko. Res sem ji še danes izjemno hvaležen. Če želiš, ti lahko pokažem pot do tvoje babice in jo skupaj obiščeva, je navdušeno predlagal volk. Rdeča kapica je globoko vdihnila in se znova spomnila besed svoje mamice. Zazrla se je v volkove oči, iz katerih sta se izkrili toplina in prijaznost. Prav, je rekla. Ampak, če greva skupaj do babice, mi moraš razložiti, zakaj vse so koristne zdravilne rastline, ki jih tako rad nabiraš, je še dodala. Volk se je prijazno nasmehnil in rekel: Seveda, z največjim veseljem. Pa pojdiva. In tako je Rdeča kapica nadaljevala pot k svoji babici v spremstvu učenega volka. Med hojo je volk Rdeči kapici navdušeno razlagal, da materina dušica med drugim zelo pomirja kašelj, bezgovi cvetovi pa so omamno dišeči in izjemno zdravilni. Veš, če maževe liste, ki dišijo po česnu, lahko uporabljamo za prehrano, a moramo biti previdni, da jih ne zamenjamo šmarnico ali jesenskim podleskom. In pa gozdne jagode. Te so tako sladke, da bi jih lahko jedel cel dan, je še dodal volk. Rdeča kapica je poslušala volkovo učeno razlago, srkala njegove besede ter napotke in zadovoljstvom v košarico dodajala šopke zelišč. No, to je le nekaj zdravilnih rastlin. Če te morda zanima še kaj več, pa le pokukaj v enciklopedijo zdravilnih rastlin, je dejal volk. Nekaj časa sta tako hodila v tišini in občudovala izjemno naravo ter številne drobne živali, ki so prečkale njuno pot. Veš, Rdeča kapica, včasih sem bil drugačen, nesramen, tudi zloben, je rekel volk s cmokom v grlu. Ljudje so se me bali, me preganjali, ter me včasih obmetavali s kamenjem in kričali name. Ni bilo prijetno. A tvoja babica je bila drugačna in me ni obsojala. Bila je izjemno srčna gospa. Pokazala mi je, da se prava moč skriva v prijaznosti ter lepih besedah, je ponosno rekel volk. Končno sta Rdeča kapica ter učeni volk prispela do prikupne majhne lesene hišice na drugi strani gozda in zagledala babico, ki je sedela na starem gugalniku na terasi in prebirala knjigo. Babica, zlata moja babica, je glasno zaklicala Rdeča kapica ter stekla k babici. Kapica moja, kakšno prijetno presenečenje, je rekla babica, nato pa je zagledala še volka, da ga nadvse prijazno pozdravila in jo skupaj povabila na teraso. Tisti večer so skupaj pili zeliščni čaj, jedli kruh z medom in si pripovedovali zgodbe. Njihove besede ter smeh so napolnile tih in čaroben gozd. Babica se je počutila mnogo bolje. Rdeča kapica je morala domov, objela je babico ter se poslovila. Volk pa je ostal pri babici vse do mraka, potem pa se je tudi on prijazno poslovil. Rdeča kapica je že naslednji dan obiskala knjižnico, si izposodila enciklopedijo zdravilnih rastlin ter jo ob večerih prebirala ter se čudila vsem zdravilnim lastnostim rastlin. Prav tako je Rdeča kapica babico obiskovala pogosteje in ta jo je naučila sušiti zelišča, pripraviti najrazličnejše mešanice čajev in, kar je najpomembneje, prisluhniti in slišati tišino gozda. Včasih je Rdeča kapica sredi gozdne poti našla kamenček z napisano mislijo: Ne pozabi,
kar raste počasi, zdravi najgloblje. Nasmehnila se je, saj je vedela, da je lepe besede napisal volk. Prijazen, dobrosrčen, učeni volk. Ja. Odlična pravljica, ki nam predstavi volka v popolnoma drugačni luči. Bravo, volk, za znanje, ki ga tako prijazno širiš med ostale živali ter tudi vaščane. Včasih je le potrebno prisluhniti naravi ter gledati s srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Lepa beseda. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kaj kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Rdeče kapice ter učenega volka. Čau, čau!